Agencija za okolje in Komisija za hidrogeografijo akcijo postavljanja oznak, ki označujejo najvišjo zabeleženo gladino vode ob vodotokih na Kraških poljih in morju, izvajata od leta 2014. Z akcijo skušamo ozaveščati in izobraževati lokalno okolje in nekako to lokalno znanje prenesti na državni nivo, da se v bistvu na mestu samem pokaže, do kam je nekoč prišla gladina poplavne vode. Kljub vsem protipoplavnim ukrepom, ki nekako danes bodisi bolj varujejo to območje, ampak namen je v bistvu v tem, da poplavne vode so bile in pač vedno bodo. Upajmo, da jih bo čim manj. Naš namen pa je in sporočilo, da bi osveščali predvsem mlade, da se zavedajo, da je življenje ob vodi skupaj z vodo seveda mogoče, to je že od nekdaj poteka, se pa treba zavedati določenih zakonitosti, ki vplivajo na to, da je sobivanje recimo primerno tako za vode, kakor tudi za ljudi. Tako da pozdravljamo današnji dan v smislu, da so se udeležili tudi naši šolarji v takem številu in pa predstavniki lokalnih skupnosti ter inštitucij, ki se ukvarjajo s temi zadevami. Ni naključje, da so oznako v Krškem postavili ravno na 1. junijski dan, ko obeležujemo dan Save. Ni naključje, gre v bistvu za namenoma določen dan, ker v bistvu obeležujemo prav dan Save in tukaj je poplavila reka Sava leta 2010. Poleg tega gre za v bistvu dan Save v celem porečju reke Save in ta akcija ni le slovenska, lokalna, ampak jo skušamo razširiti tudi na sosednje države. Na območju Posavja so v preteklih letih že postavili nekaj oznak, dodaja Frantar. Imamo jih v Brežicah, tam smo jih postavili pred nekaj leti skupaj z občino, z lokalnimi prebivalci, tudi s civilno zaščito Sevnice in pa skupaj z njihovo osnovno šolo. Tam smo postavili več oznak in tiste oznake pač danes služijo kot ozaveščanje prebivalca in pač kažejo, kaj vse je tam v Sevnici zalilo, kar je bilo zelo zanimivo. Voda je bila nekje tudi preko glave. V okviru akcije so doslej po Sloveniji postavili že več kot 55 oznak visokih voda, sloj oznak pa je predstavljen tudi na atlasu okolja.